Ermin, odlično ste začeli srečanje, povedali z 2-0, na to pa končali tekmo z remijem. Ja, dobro smo začeli, dobro smo šli v igro, 2-0, vendar en strel na gol nam je dal nesigurnost, kjer so Celjani s enim edinim strelom zmanjšali in potem normalno, da je bilo nesigurnosti v obrambi. Kasneje drugi strel, 2-2, dejansko skoraj, rekel, neugodno je, res, da je mlada ekipa, imam nekoliko zmatrane igralce, utrujeni, kjer so igrali za reprezentanco, bili so cel teden odsotni, tako da tudi nismo mogli preveč skupaj trenirati in se uigravati. Je pa res, da pri 2-1 smo imeli izredno lepo priložnost, da povedano 3-1 in sigurno bi bilo drugače. Zakaj tak padec? Kot sem rekel, ko dobiš en gol, dobiš tudi seveda eno nesigurnost, dobi obramba in potem tudi igralci ne napade več toliko, ampak se potem bolj branijo. Torej, želite povedati, da vam manjka mogoče eden bolj izkušen igralec? Vsekakor vemo, da imamo mlado ekipo in da Olimpija za prihodnost ima ekipo, vendar rabi čas, da se tudi dozori, da se uigra. In rabimo seveda tudi nekaj igralcev, izkušenih bi rabili in tudi v vezni liniji. Še ena napoved tekme z Aluminijom? To še daleč do tja. Gospod Puškinik, eno težko srečanje tukaj v Stožicah. Zaostajali ste že z 2-0, na koncu pa preobrat in prišli ste do zlata vredne točke. Niti ne, do zlata vredne točke je prišla Olimpija. Mi smo danes v drugem polčasu odigrali odlično. Mislim, da je na koncu bi lahko Bezjak rešil to tekmo. Vseeno pa čestitke mojim fantom, tudi Olimpiji, za zelo fair in pošteno igro. V prvem polčasu je bila Olimpija, predvsem v prvih 20 minutah, veliko boljši nasprotnik. Njihove dve dobre akcije ali pa naša dva velika kiksa, kakor pač vzamete, je prineslo do njihovega zanesljivega vodstva. Potem so se fantje počasi pobrali, mislim pa, da smo v drugem polčasu pokazali, da znamo igrati nogomet. Fantje so res veliko pretekli, si ustvarjali priložnosti, tega sem zelo vesel. Na koncu še enkrat jim iskrene čestitke za to, kar so danes pokazali v drugem polčasu. Kaj ste jim dejali med polčasom, da so se tako pognali na igrišče? Nič, pogledajte samo, da ne se sprostijo. Stožice in Ljudski vrti so za te mlade fante še zmeraj neki bav, in smo res preveč prestrašeno šli v tisti prvi polčas, tudi nismo se držali dogovora glede nekaterih stvari, v drugem pa je to veliko boljše teklo in to je bilo tudi vidno v sami igri in priložnostih, ki smo si jih ustvarili. Danes ste se zavihteli na drugo mesto lestvice, kar je bilo pred nekaj meseci. Si nekako nismo morali tega predstavljati? Ja, poglejte, fantje s svojimi igrami dokazujejo, da smo tisto presenečenje v prvenstvu, jaz še zmeraj poudarjam, da bodo prihajali tudi padci in vzponi, to je mlada ekipa, vseeno pa njihov odnos in mislim, da so tudi danes publika tukaj v Stožicah videla res veliko agresivnosti, teka, želje, je tista, kar me navdaja z optimizmom.